Čeprav nizke temperature ustvarjajo občutek varnosti, voda nikoli ni enakomerno zamrznjena. Debelina ledu je lahko že na nekaj metrih razdalje različna, opozarjajo gasilci. Kako ukrepati, če opazite razpoke, kako, če se vam led udre? In kako pomagati, da ne bi v nevarnost spravili še sebe? Tjaša Dogolin. Na Koseškem bajerju danes dopoldne drsalcev ni bilo, so pa sprehajalci v preteklih dneh opazili kar nekaj predrznežev. Led je bil, ne vem, če je bil 2 cm debeline in sem bil začuden, da kroži sam po ledu gor in sem si že takrat razmišljal, sam čakam, kdaj pade not. Videla sem tudi enega gospoda 3 dni nazaj, ki je s smučmi šel tamle. Je gor pa dol, ampak sem rekla, dober je, ne, da se upa. Lahko miselni. Pa čakajo, naj pridejo reševalci, naj pridejo gasilci, naj pridejo policaji, pa ne vem kdo, vse to reševati. Če je bilo po moje, izmed tem vsem ljudem izračunal, gledajte, intervencija vas stane toliko, ker ne mislite prej. Nekateri sicer menijo, da bi moralo biti okoli bajerja več opozorilnih tabel. Ko gledam, tlele bi mogel biti obešen rešilni pas, pa vrv pa ni, pa tamle dol sem tudi gledal, ni, ne. Zgleda, da so nepridipravi se to porezali, pa vzeli. To pa so slovenska jezera, na katerih je drsanje prepovedano. Drugje je to načeloma dovoljeno, a je nujna previdnost. Za hojo ali drsanje mora biti led debel vsaj 10 cm, če je na zaledeneli ploskvi več ljudi, no predpogoj za to pa je vsaj 10 dni hudega mraza pod -10 stopinj Celzija. Med priljubljenimi naravnimi drsališči je tudi jezero Jasna v Kranjski Gori. Je trenutno delno zaledenelo, kar pomeni, da je v bistvu ledena ploskev še niti ni dovolj enakomerno debela in obiskovalce pa v tem primeru res jasno opozorimo, da v bistvu vstop na to zaledenelo jezero Jasna ni varen in ga v bistvu dejansko odsvetujemo. No. Podobne razmere so denimo tudi na Bledu in v Bohinju. Ne stopajte na led, tudi če to počnejo drugi, predvsem pa ne izpostavljajte majhnih otrok, ki si ne znajo pomagati ali celo plavati, svarijo gasilci. Pritok vod in pa samo gibanje ledu in pa vode pod ledom zelo vpliva na trdnost in pa debelino ledu. In je velikokrat lahko varljivo, na izgled trden led mogoče ni tako, kot izgleda. Če zaslišite ali opazite razpoke, se takoj umaknite, še svetujejo. Če pa se že zgodi najhuje, da se uležemo na gladino vode in se poskušamo skotaliti na zaledenelo površino. S tem zmanjšamo možnost lomljenja samega ledu. Kar je zaradi panike in hitrejše izgube energije v mrzli vodi precej težko. Če opazite nesrečo, takoj pokličite 112, z vrvjo, vejo, palico ali šalom pa pomagajte le z varne razdalje, da ne bi ogrozili še sebe, dodajajo.